Ne zaupam v svoje sposobnosti. Vse moram narediti takoj. Ne smem reči ne. Sem Peter Kunc, avtor knjige Kako odpraviti stres zavedno. In danes vam bom predstavil, kako se lahko prepričate, če imate taka in podobna prepričanja. Problem, s katerim se srečujemo vsakodnevno, je prav v tem, da taka prepričanja imamo, ampak se jih sploh ne zavedamo. Saj že veste iz enega od prejšnjih prispevkov. Taka prepričanja so skrita tam globoko nekje na nezavednem nivoju in se jih seveda ne zavedamo. To je slaba novica, ampak imam pa tudi dobra. Ta pa je v tem, da se lahko prepričamo, če imamo taka prepričanja, in to na zelo enostaven način, s tako imenovanim mišičnim ali pa energijskim testiranjem. Poglejmo kako. Obstaja sicer več podobnih načinov, ampak v tem videu vam bom najlažje prikazal z nagibanjem telesa. Pomembno je, da je telo dovolj hidrirano. Zato morda pred testiranjem popijte kozarec ali dva vode. Stojite stabilno, roke ob telesu, malce se spustite, nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. Pa lepo prosim, ne stojite trdno kot kip, in to kamnit kip, ampak dovolite, da vam telo zaniha, praviloma gre malce naprej ali pa nazaj pri tem, kar bomo počeli. Stojite pokonci in lahko pričakujete, da vam bo telo zanihalo bodisi naprej ali pač malce nazaj. Dobro, zdaj smo bolj ali manj pripravljeni, da naredimo eno tako kratko kalibracijo. Recite da in telo vam prične vleči rahlo naprej. Kot sem rekel, dovolite, da zaniha, saj niste kamniti kip in tudi padli ne boste naprej na nos. Prav gotovo prav čutite, tudi če niste zanihali, da vas vleče malce naprej. Recite ne in čutili boste, kako vas vleče rahlo nazaj. Ne domišljate si, res vas vleče. Potem testiramo z drugo trditvijo, z drugima trditvama. Recite, sem moški. In če ste moški, vas bo vleklo rahlo naprej. Če ste ženska, vas bo vleklo rahlo nazaj. In recite, sem ženska. In če ste, vas bo pač vleklo rahlo naprej, in če niste, vas bo vleklo rahlo nazaj. Pa potem testiramo z imenom. Recite, jaz sem Peter. In zdaj, ker sem Peter, me bo v tem primeru neslo rahlo naprej. Če bi rekel, sem Jože, me bo vleklo rahlo nazaj. Poskusite pač s svojim imenom plus imenom nekoga drugega, da dobite občutek, kaj pomeni pozitivno odgovor da, kaj pomeni ne, naprej oziroma nazaj. Potem se lahko malce poigrate še z dnevi v tednu. Če je danes, ko to gledate, na primer sreda, izrecite trditev, danes je sreda. In telo bi se vam moralo nagniti rahlo naprej. Če pa danes ni sreda, bi moralo vas vleči rahlo nazaj. Poskusite s četrtkom, petkom, nedeljo in drugimi dnevi v tednu. V zvezi s tem testiranjem bi vam lahko predstavil še nekaj dodatnih podrobnosti, ampak za danes bo to popolnoma dovolj. Vse tiste dodatne podrobnosti vam obljubim na delavnici čez kakšnih 14 dni. Tako, zdaj vidite, kako to energijsko oziroma mišično testiranje deluje, in pripravljeni ste na tistega lista, ki ste ga prejeli s prejšnjim video prispevkom in ki je še vedno na voljo na
SZK-jevi spletni strani. Zdaj pa tako. Zdaj se ne bomo več ukvarjali z levo stranjo, ampak bomo šli na desno stran. Torej, zapisovali si boste v desnem stolpcu. Izrečete prepričanje, na primer, količina denarja je omejena. In ste pozorni na to, kaj se bo dogajalo s telesom. Če vas bo neslo rahlo naprej, to pomeni, da je odgovor da. In označite v kvadratku na desni strani, recimo s križcem. In greste naprej, denar pokvari človeka. Če vas bo vleklo nazaj, bo to pomenilo, da imate prepričanje negativno oziroma bo odgovor ne. Če vas bo pri prepričanju denar je pomemben vleklo naprej, označite, da imate to prepričanje, torej s križcem recimo v kvadratku. In tako naprej, pač za tiste prepričanja, za katere želite. Saj ni potrebno, da vse, samo da dobite občutek, kako to mišično oziroma energijsko testiranje dejansko deluje in da vidite, kakšna je razlika med tistim, kaj ste si vi mislili, da imate, torej kakšno prepričanje imate, in tistimi, ki jih dejansko pokaže vaše testiranje. Kar veselo nedelo. Verjamem, da bo kar nekaj zanimivih ugotovitev prišlo na dan. In pa, se veste, spremljajte vaše počutje. Zapišite si, kaj se vam je včeraj, danes dogajalo in kako ste se ob tem počutili. Če imate kakšno vprašanje, nam ga pošljite, prosim, na Slovensko združenje za kakovost in odličnost in v enem od naslednjih prispevkov ali pa v živo na sami delavnici vam bom res z veseljem odgovoril. Nasvidenje.